Ja, dober dan ponovno na holdingu Slovenske elektrarne. Jaz bom zelo kratka. Danes je, kot veste, odstopil del projektne skupine za izgradnjo 6. bloka termoelektrarne Šoštanj. Zato smo takoj sklicali tole tiskovno konferenco, kjer bo magister Simon Tot, direktor elektrarne, predstavil, kakšno je dejansko stanje. Tako da kar prosim. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Dejansko ta odstop dela projektne skupine je pravzaprav presenitev tudi mene, predvsem zaradi tega, ker sem danes imel planiran dopust, tako da me ne bi bilo še niti v termoelektrarni Šoštanj. Glede izjav, ki sem jih pravzaprav dobil iz medijev, podobno kot vi, pa lahko po pridobljenih informacijah zagotovim, da dejansko je del projektne skupine, ki je podal to odstopno izjavo, pravzaprav me zelo presenetil. Presenetil me je pravzaprav zaradi dveh razlogov. Prvi od tega je, ker so pravzaprav od 14. decembra pa do pred kratkim, se pravi do 24. intenzivno potekali sestanki, delovni sestanki z skupino in pa seveda z Alstomom na posameznih področjih delovanja tega projekta. Druga zadeva je, da pravzaprav izjavo in prvo podpisani gospod Brešar je bil pravzaprav ves čas od mojega prihoda odsoten zaradi bolniške, tako da smo pravzaprav prvič se srečala šele 15. oziroma 16. decembra. Naslednja zgodba je, da je, bi rekel, projektna skupina bila na vezi z mano in smo komunicirali, kar lahko konkretno zelo zanikam pravzaprav dejstva, da ni bilo komunikacije med vodstvom in pa med skupino. Tretja stvar, ki me zelo presenetila, je to, da se je to objavljalo, ker gre za interni dogodek v firmi in se mi ne zdi, bi rekel, prav, da se komunicira preko medijev, ker se mi bi zdelo bolj primerno, da bi se sklical sestanek, na katerega bi se gotovo odzval, tako kot sem se danes, in bi si pojasnili stvari, ki so bile na nek način moteče oziroma bi lahko vplivali na sam potek projekta. Pojasnim lahko še to, da smatram, da projekt zaradi tega ni ogrožen, me pa čudi dejstvo tudi v tej smeri, kajti napovedal sem že v svojem prihodu, da po prvem našem skupnem sestanku, da je potrebno ekipo ojačati tako kadrovsko kot številčno, ker še vedno smatram, da je ekipa kadrovsko podhranjena za vodenje tako velikega projekta, kot je blok 6. S tem bi pa tudi pravzaprav to izjavo zaključil.